Dober dan vsi skupaj. Imamo politično okroglo mizo in nihče od teh ljudi ne ve, katera vprašanja jim bom zastavil. Presenetil jih bom. Zastavil jim bom težka vprašanja. In moj izziv je, da bomo iz tega kratkega srečanja o Evropi odšli z nečim, česar prej nismo vedeli. Torej, moje prvo vprašanje je za lorda iz Britanije. V Britaniji je veliko lordov, ampak ta je še posebej prijazen lord. In moje vprašanje zanj je naslednje. Danes je Keir Starmer, predsednik vlade Združenega kraljestva, odstopil. On, kot slišite iz občinstva, je bil Keir Starmer viden kot nekdo, ki ni prijatelj Izraela. Pod njegovim vodstvom je bila britanska vlada zelo kritična do izraelskega ravnanja v Gazi. Do izraelske vlade je bil kritičen tudi zaradi stvari, ki smo jih počeli drugje, in priznal je Palestino kot državo. Zdaj, ko bo prišel nov predsednik vlade, se bodo stvari na relaciji Izrael-Združeno kraljestvo izboljšale. V preteklih letih so mi zastavili veliko vprašanj. Na to vprašanje mislim, da lahko dam izjemno kratek odgovor. Ne. Mislim, da ni nobene možnosti, da bi premier Bernam, ker bo verjetno on zavzel bolj proizraelsko stališče kot premier Starmer. Zdaj moram razkriti svojo pristranskost. Seveda sem jaz senčni generalni državni tožilec, torej sem v opoziciji. In zato ne bi pričakovali, da bom posebej pohvalil vlado. Čeprav je dejansko obstajala, in mislim, da še vedno obstaja, določena konvencija. Ne vem, če to veš, Mark, v britanski politiki je značilno britansko, da vlade ne napadaš preveč, ko si v tujini. Mislim, da se izraelski politiki ne smatrajo zavezane na iste konvencije. Ampak jaz bojim se, da je tako. Politični imperativi, ki so premierja Starmerja pripeljali do tega stališča, se ne bodo le nadaljevali pod premierjem Burnhamom, ampak se bodo pod premierjem Burnhamom še okrepili. No, hvala za dobre novice. Fiamma, Italija je pred kratkim izvolila žensko, za katero so vsi rekli, da bo prijateljica Izraela. Bila je italijanska Donald Trump. Bila je tista, ki se je postavila proti politični korektnosti v Evropi. Postavila se je po robu in povedala stvari takšne, kot so. In ali ni ona veliko razočaranje? Ko pogledam, se bom naučila. Meloni je mlada, močna ženska. Z zapleteno preteklostjo, saj je bila dejansko del neofašističnega gibanja. To ni mit, veš, to je res. Zato mora premagati ta del svoje preteklosti. Ni liberalna, še vedno je konzervativna, vendar je v stiku z drugo stranjo političnega vrha vse Italije, ki je, kot veš, večinoma levičarska. Veš, Italija je res razdeljena na pol. In torej me sprašuješ, zakaj je Meloni spremenila svoje mnenje, zakaj je... No, to je pravi razlog. Obstajata dva glavna razloga. Zakaj? Eden je ta, da je izgubila referendum. Referendum je izgubila proti levici. To je bilo pred kratkim. Zavedla se je, da mora nekaj dati levici. Od kod bo vzela nekaj, kar bo dala levici? No, na Bližnjem vzhodu je to najlažje, veš. Tam lahko nekaj ujameš in daš vsem. Kaj te briga? Če rečeš kaj slabega o človekovih pravicah, Izraelu, karkoli, ti to kar pride. In to je to. To je bila zgodba. To je prva točka. Druga točka, Trump. Trump je velika obsesija Evropejcev, veš, danes. Tako je morala biti združena z glavnim občutkom Evrope do Trumpa. Zdaj je situacija postala bolj zapletena. In zato zdaj vidiš, da so zadnji skočili proti Trumpu, ko je rekel nekaj, česar pravzaprav ne bi smel reči. To je bila res napaka, da je rekel, da je Meloni prosila za sliko z njim. Fotografiranje. Ja, za fotografiranje. No, mislim, da to ni res, ker sem dejansko videla posnetek tega trenutka in tega ne vidiš. Vidiš, kako se pogovarjata skupaj,
Ne vem, kako je to prišlo ven. Ampak v vsakem primeru se je morala najprej Meloni ponovno združiti z novo identiteto Evrope, ki je bila vsa proti Trumpu. Nova identiteta Evrope je bila že več mesecev proti Trumpu in to enotnost z Izraelom proti Iranu in v vojni. Vojna je beseda, ki je Evropa nikoli ne more izreči. Tako je bil to eden od načinov, kako je Meloni poskušala najti pot do Evrope. Danes so stvari postale preveč zaostrene, ker jo je Trump resnično neposredno napadel. Zato je morala reagirati, ker mora ohraniti podobo močne ženske. In mislim, da je to preprosto tisto, kar je naredila. In mislim, da ji je danes malo žal za to, kar je počela, ker je res pretiravala z načinom, kako je to naredila. Vrnil se bo k Meloni, ker mislim, da je zelo zanimiva. Poljska. Poljska je država, za katero bi mislili, da ima Izrael zelo dobre odnose z njo. Tudi ko je na oblasti sredinska levica na Poljskem, kot je danes, se ponavadi nagibajo k Bruslju, k EU in so zelo kritični. Vaš zunanji minister je pred kratkim izrekel nekaj zelo ostrih besed proti Izraelu. Tudi ko je na oblasti desnica na Poljskem, se prepiramo in razpravljamo o spominu na holokaust. Ali obstaja upanje za boljši odnos s Poljsko? Vprašanja res niso bila vnaprej dogovorjena, to je zagotovo. To je zelo nepričakovano vprašanje pravzaprav. Res nisem pričakoval, da bom govoril o tem. To ni ravno tema, s katero bi bil zelo dobro seznanjen. Usklajenost, ki jo opažamo v splošni levičarski politiki, je po vsej celini videti podobna. In to je, da se progresivci zavezništvo z islamističnimi silami iz preprostega razloga, da pridobijo in zagotovijo glasove posameznih skupnosti. Torej, to je zelo jasen vzorec, ki se znova in znova ponavlja. To vidimo v Združenem kraljestvu pri, ironično, judovsko vodeni zeleni stranki. Gospod Zah Polanski je, ironično, zaveznik Mota in Alija ter drugih radikalcev. To vidimo pri Jeanu-Lucu Mélenchonu in La France Insoumise ter zavezništvu z njim in Balijem Bagajakom ter celo vrsto drugih, Rima Hassan seveda, palestinska poslanka Evropskega parlamenta. Vidimo to v Španiji, kjer se socialisti povezujejo z radikalnimi islamističnimi silami. In vidimo to smer tretje svetništva v državah, ki jih množične migracije še niso prizadele, vendar imajo tendenco posnemanja in kopiranja vsega, kar je na Zahodu boljše in bolj bleščeče. In ta vzorec do določene mere opažamo tudi v srednji in vzhodni Evropi. Mislim, celo v tako nepričakovani državi, kot je Slovenija, je do nedavnega palestinska zastava visela pred uradom predsednika vlade, preden je Janez Janša prevzel oblast pred približno 2 tednoma. In še preden je sploh nastopil funkcijo, jo je odstranil odhajajoči predsednik vlade. Ampak torej vidite, da se ta nenavadna zavezništva ponavljajo znova in znova. In to je zgolj odraz spreminjajoče se demografije Evrope in evropske celine. In pomirjanja vse močnejšega, vse glasnejšega in žal vse bolj organiziranega muslimanskega volilnega telesa. Torej, pogovorimo se o Angliji, ker je morda tudi tam muslimansko volilno telo nekoliko pomembno. In prišlo je tudi do nasprotovanja. In videli smo, da je konzervativna stranka, ki jo zastopate, največja sredinsko-desna stranka v britanskem parlamentu. Toda v nedavnih anketah in na lokalnih volitvah vas je zasenčila populistična desnica. Nekateri na BBC-ju bi celo rekli radikalna desnica. In vprašal bi vas kot konzervativca, ali se morajo Judje v Britaniji bati populistične radikalne desnice, ali so tam tudi antisemitski elementi? Mislim, da mora vsak, ki ima kakršnokoli znanje v judovski zgodovini, priznati, da obstajajo antisemitski elementi po celotnem političnem spektru. Mislim, da je popolnoma naivno trditi, da je antisemitizem omejen le na skrajno desnico ali skrajno levico. Seveda smo se v preteklosti veliko bolj bali skrajne desnice. Prejšnji teden sem imel govor v parlamentu in rekel sem, da se preveč ljudi, zagotovo v Združenem kraljestvu, še vedno ukvarja ali osredotoča na skrajno desnico, ko pa je zdaj dejansko veliko večja grožnja za judovsko življenje v Združenem kraljestvu. O tem bom govoril jutri. Kratek oglas za moj govor.
Ta grožnja prihaja iz te nesvete zveze, rdeče-zelene zveze skrajne levice in islamistov. Vendar pa obstajajo elementi po celotnem političnem spektru. Kar bi rekel je, da ni dvoma, da so nekateri voditelji, in seveda sem pristranski do Kemi Badenoch, vendar mislim, da je ona dosledno, ponosno in javno zagovarjala Izrael. Moja vse večja skrb, kot je bilo omenjeno tudi tukaj, je, da v preveč evropskih državah ne le, da z zagovarjanjem Judov ne dobiš glasov, ampak lahko pridemo do situacije, ko te zagovarjanje Judov stane glasov. In to me zelo skrbi. Še en optimističen odgovor našega britanskega prijatelja. Pijama. Slišali smo za levo-zeleno zvezo, slišali smo za levico in levičarski anti-izraelizem je skoraj institucionaliziran po vsej Evropi. Bodimo iskreni, če Meloni ni proizraelska, Izrael, ali smo izgubili tudi evropsko desno sredino? Veste, to je zelo negotova situacija. Obsedenost Evrope v tem trenutku je Putin veliko bolj kot karkoli drugega. Tako da poskušajo najti moč, da bi se uprli tej situaciji, pa jim ne uspeva. Ne morejo, ne najdejo, ne najdejo. Ne najdejo denarja, ne najdejo organizacije, ne najdejo poti. In hkrati antisemitizem strašansko narašča. Prosim, bodite pozorni na to, kaj se dogaja v Evropi. Danes ni niti ene države, kjer antisemitizem ne bi bil doživljan kot ustrahovalen dejavnik v družbi, politiki, povsod. Tako da imate popolnoma prav, ko pravite, da lahko postane element tako za levico kot za desnico. In to vidite v Združenih državah, kjer se je to že zgodilo na ta način, veste. To je tisto, kar se lahko zgodi in se tudi dogaja v Evropi. In moramo biti zelo previdni glede ene točke, ki je prava obsesija za Evropsko unijo in se lahko znova pojavi. In to je sovraštvo do Judov, ki postane sovraštvo do Izraela. To je bistvo. To je sovraštvo do cionizma, ki je pravzaprav sovraštvo do Judov, kar smo že tolikokrat predvideli v Evropi in to na tako grozen način. Zelo pogosto se to izraža v sovražni Evropski uniji, v sovražnem Evropskem svetu, kjer sem bila članica 5 let. In veste, danes to prevzema obliko zanikanja. Ja, to je to, končala sem. Zanikanja pravice judovskega naroda, da stoji znotraj svojih meja. In potem je tu še obsedenost z Judejo in Samarijo, ki se pojavlja vedno pogosteje in na to moramo biti zelo pozorni. Ponavljajo, da gre za državo za dva naroda, za državo za dva naroda, a v resnici želijo povedati, da ste kolonialisti in da tam ne smete ostati. Pustil sem ti, da si prekoračiš čas samo zato, ker si prijazna in ker si ženska. Končal bom z optimističnim tonom, da nadaljujem tam, kjer je govoril Lord Watson. Mislim, da obstaja veliko razlogov za upanje in mislim, da se velik del evropske populistične desnice uči od Izraela in od tega, kako se Izrael upira islamistični grožnji. To vidimo po vsej celini. Vidimo to pri Rassemblement National in Jordanu Bardeli, tej mladi generaciji domoljubnih Francozov, ki se upirajo džihadistični grožnji v Franciji. Vidimo to pri Geertu Wildersu in njegovi stranki PVV na Nizozemskem, ki močno podpirata Izrael in se učita iz izraelskih taktik proti džihadistom in islamističnim teroristom. Vidimo to pri stranki Vox v Španiji, pri Hermanu Tiršu, Santiagu Abascalu in Jorgeju Buhadeju. Vidimo to pri švedskih demokratih pod vodstvom Jimmyja Akesona. To so vse ljudje, ki so prijatelji Izraela, ki jih navdihuje Izrael in izraelske zgodbe o odpornosti. In mislim, da ima izraelsko ljudstvo veliko prijateljev na evropski populistični desnici. Najlepša hvala, Stefan. In zaključil bom z besedami, da je bila Evropa včasih težaven kraj za Jude. Včasih je bila za Jude bolj prijeten in bolj gostoljuben kraj. In jasno je, da preživljamo težko obdobje, vendar so te stvari ciklične. In bo se boljšalo. Pomembno je le, koliko časa bo trajalo. Hvala nam vsem.